Lepo vas pozdravljam na novinarski konferenci, na kateri želim spregovoriti o zakonu o RTV. Da je ta zakon slab, ne opozarjajo samo, oziroma ne opozarjamo samo opozicijski poslanci in nekaj posameznikov iz koalicije. Kot veste, je eden izmed njih moral celo izstopiti iz poslanske skupine, ker je bil proti zakonu o RTV, ampak se temu, da je zakon slab, pridružujejo tudi poznavalci medijskega prostora ter tudi sami uslužbenci RTV hiše. Pri razpravi o zakonu o RTV smo že večkrat in verjamem, da bomo tudi v nadaljevanju te referendumske kampanje zasledili dve bistveni vprašanji. To je vprašanje demokratičnosti in vprašanje pluralnosti tega zakona. Jaz lahko rečem, da ne prvega, ne drugega ta zakon ne pokriva v takšni meri, kot bi si želeli. Demokratičnost namreč ni v tem, da rušiš neko obstoječe stanje, se pravi, da po vsej sili želiš lomastiti po hiši samo zato, ker imaš določene politične apetite. Sploh, če veš, da je ta zakon, ki je danes v veljavi, celo saniral finančno stanje RTV hiše, kar pomeni, da je v zadnjih letih ta hiša izplavala iz rdečih številk in danes je, kar se finančnega stanja tiče, ta hiša zelo stabilna. In se pravi, demokratičnost ni v tem, da rušiš nekaj, kar je dobro, ampak je demokratičnost v tem, da želiš neko stanje, ki je dobro, še izboljšati. In tudi pluralnost, kot drugo vprašanje, ki se bo zagotovo večkrat in se pojavlja znotraj te razprave, se ne kaže v tem, da naročaš svojemu nastavljenemu kadru, da skozi eter zmanjšuje napake te vlade, ki nam danes vlada, ampak v tem, da objektivno in z vseh zornih kotov osvetliš določen problem. Tudi sama sem, tako kot voditeljica, pa tudi kasneje kot novinarka v razvedrilnem programu te hiše in pa kasneje v jutranjem programu precej let preživela na RTV-ju in še vedno sem v občasnih stikih s posamezniki, ki so bodisi zaposleni ali pa delajo v tej hiši in na različnih seveda nivojih in ustvarjajo program. In marsikdo mi je rekel ob teh neformalnih pogovorih, da se zelo boji stanja, ki ga prinaša ta novi zakon. In moram reči, da ministrica Širca ni z ničemer omilila tega strahu, da bi razblinila neke dvome, ki jih ta zakon prinaša. In to se mi zdi problem. Predvsem pa moram reči, da se uslužbenci RTV-ja bojijo kadrovskih čistk, ki jih napovedujejo že kar nekaj časa tako v največji koalicijski stranki Socialnih demokratov, kot tudi v stranki Zares. Seveda pa je potrebno tukaj vedeti, da gre za točno določene osebe znotraj hiše, ki niso ravno po všeči tej politični opciji. Skratka, koalicija je z omenjenim zakonom preprosto kot buldožer povozila popolnoma vse predloge, ki smo jih imeli tako mi, kot poslanska skupina SDS glede tega zakona. Upoštevali so eno samo pripombo ali pa mogoče še kakšno in ta se je nanašala predvsem na tisti del, ki govori o svobodi novinarjev, ker prej tega zakon ni predvideval, kar je zares zanimivo. In seveda to kaže na neko očitno dejstvo, ki se ne kaže samo pri RTV zakonu, ampak tudi na splošno v družbi, da ta koalicija deluje predvsem po principu ni važno, kakšne so poteze oziroma posledice nekega dejanja, niti ni pomembno, ali je neko dejanje dobro za skupnost, pomembno je le to, da se udejanji ozke politične interese. In to je temelj in cilj tudi zakona o RTV. Sama sem tudi mnenja, da bi lahko ta neurejena statusna forma, zdaj že vsi verjetno veste, pol javni zavod, pol gospodarska družba, zagotovo prinesla po mojem mnenju organizacijski kaos v to hišo. In za posledico bi seveda bilo po eni strani ne izboljšanje, ampak slabšanje programa,
in po drugi strani morda tudi ponovno plezanje v rdeče številke. Če pa bi se zgodilo, da na principu tržnega dela, se pravi tistega komercialnega, bi se ustvarjali dobički, potem pa bi si te dobičke razdelila samo in zgolj uprava, uslužbenci, ki jih je približno 2000, pa bi dobili nekaj malega, bom rekla kar neke vrste miloščino, in to se mi absolutno ne zdi primerno, kajti tudi vsi zaposleni ustvarjajo to hišo, o kateri danes govorim. Ta zakon tudi zagotovo ne prinaša depolitizacije, kot želijo prikazati predlagatelji zakona. Na to kaže že samo dejstvo, da bo politika preko navidezne civilne družbe v hišo RTV stopila skozi glavna vrata, seveda z enim samim jasnim in točno določenim ciljem. Zagotoviti si politično lojalne ljudi, ki bodo po nareku politike relativizirali napake te vlade, pod preprogo pa pometli celo vrsto obremenjujočih zgodb za to vlado, naprimer, kot je bila afera Bulmastifi. Moram tudi to omeniti. Gospa ministrica, pa tudi poslanka Socialnih demokratov, gospa Majda Potrata, stalno in vztrajno ponavljata floskule, to so pa res floskule, da bo novi zakon prinesel kvalitetnejši, kredibilnejši in boljši program. Moram reči, da je to zelo naivno razmišljanje za obe omenjeni gospe, za ljudi pa verjamem, da je to priročna manipulacija in to bomo še večkrat slišali v nadaljevanju te referendumske kampanje. Vendar pa vsaj gospa ministrica bi kot nekdanja ustvarjalka kulturnega programa v tej hiši lahko vedela, da programa ne ustvarja in ga ne ustvarja zakon, ampak program ustvarjajo ljudje, se pravi posamezniki, entuzijasti, ljudje, ki so pripravljeni delati dobre programske vsebine, od montažerjev, scenaristov, režiserjev, voditeljev, novinarjev, kamermanov, skratka, ljudje, ki jim ne gre za politična kupčkanja, ampak in pričkanja politična, ampak zato, da bi ustvarjali dober in kvaliteten program. Se pravi, tega ne ustvarja zakon, ampak ljudje sami. Lahko tudi rečem, da zaradi predvidenih statusnih sprememb javnega zavoda RTV, kot si ga je zamislila Zaresova ministrica, gospa Majda Širca, se odmikamo v celoti od poslanstva RTV-ja. Prej smo imeli RTV kot simbol kulture, zdaj se pa bojim, da bomo imeli RTV kot simbol povprečnosti. Predvsem zaradi tega mešanega statusa, se pravi hibrida ali pa dvoživke, kakor hočete, ker to pomeni, da bodo komercialne vsebine izpodrinile nekomercialne vsebine ali, če sem bolj plastična, komercialne vsebine, ki so vprašljive kvalitete, bodo imele več možnosti v programu kot tiste, ki so osnovno poslanstvo te hiše, se pravi izobraževalne, kulturne in znanstvene. Jaz moram reči, da sama nisem zadovoljna s tem izkupičkom, ki ga prinaša novi zakon. Sama poznam ustvarjalce programov, vem, česa so zmožni, vem, da bi radi delali dobre programe, ampak žal, jaz menim, glede na to, da poznam ta proces, kako poteka vse skupaj na televiziji, da jim bo to preko tega zakona žal onemogočeno. Želela bi še to reči, sama nočem spolitizirane javne televizije, ki bo delovala po nareku politične opcije, trenutne ali pa kakšne druge. Sama želim televizijo, ki bo delovala po načelih objektivnega in nepristranskega poročanja. Ne zdi se mi tudi prav, da bi se denar od naših RTV prispevkov stekal tudi v privatne žepe in kot nekdanja soustvarjalka programa na RTV tudi odločno nasprotujem kakršnikoli privatizaciji javnega zavoda, kar bi se lahko s sprejetjem tega zakona v neki prihodnosti tudi zgodilo. In še čisto za konec, za slovenski medijski prostor, ki je že tako pluralno osiromašen, se mi zdi, da bi bila prava katastrofa, da se uveljavi zakon, ki po mojem mnenju deluje
zgolj po principu politično-tajkunskih apetitov. In to je velik problem in mislim, da to ni dobro za družbeno-politični prostor in pluralnost prostora. Hvala. Če želite morda kakšno vprašanje, če... Z vaše stranke nismo nikoli slišali, pa saj jaz nisem imel, kakšen komentar imate kaj na vaš Grimsov zakon, ne? Zdaj 2 leti tega, kar ne še več, je že nekaj časa uveljavi. Kako vidite njegovo učinkovitost? No, jaz sem zelo vesela tega vprašanja. Prvič, tako imenovani Grimsov zakon, to zelo radi ponavljajo, predvsem v koaliciji, je očitno dober zakon, ker dobili smo 3. program, ki je uveljavljen, gledalci ga spremljajo, kar se mi zdi dobro, predvsem zaradi tega, ker lahko vidijo, kaj počnemo dejansko mi v politiki, neke vrste Big Brother se lahko gremo, ker nas lahko vedno znova ujamejo in spremljajo. Po drugi strani je pa ta zakon omogočil nekaj pomembnega in bistvenega, da je ta hiša izplavala iz rdečih številk po vseh letih, kar je ključno. Najlepša hvala.